20 letih delovanja naše fakultete se nabere kar nekaj spominov. Nekateri so pozitivni, nekateri tudi malenkost manj. Zagotovo pa tisti najbolj nostalgični segajo v začetek našega delovanja. Prvi akademski zbor, recimo, kombinacija zelo izkušenih profesorjev in morda tudi nas, malo manj izkušenih v tistem času. Prva predavanja, takrat smo imeli samo 2 programa, program Ekonomija v sodobni družbi, program Management znanja na drugi stopnji, ki sta aktualna in ena izmed pomembnejših programov na naši fakulteti tudi še danes. Fakulteta namreč od samega začetka je pravzaprav začela od samega nič, bi rekel, nismo imeli ničesar, ne prostorov, ne opreme in to tako, da tu so izkušnje v tem smislu prilagodljivosti, hitrih odločitev, iskanje kompromisov, reševanje problemov in pa dilem. Moja pot na naši fakulteti se ni začela čisto ob ustanovitvi fakultete, ampak kar kmalu zatem, mislim, da je bilo 2-3 leta morda. Meni sodelovanje s fakulteto pomeni zelo veliko, zato ker kot stara Celjanka že celo življenje živim v Celju, hkrati pa profesionalno delujem bolj ali manj ves ta čas, zdaj že skoraj 30 let v Ljubljani. In možnost, da predavam in tudi raziskovalno delam na MFDPŠ, pomeni zame priložnost dati in vrniti nekaj tudi lokalnemu okolju. Ni večje nagrade in veselja kot to, da me občasno ob kakšni priložnosti kdo pocuka za rokav in se spomni na to, da je bil nekoč moj študent ali pa študentka na MFDPŠ v Celju. Mi imamo študente in študentke iz cele regije, ne samo iz Celja. Že tedaj, takoj na začetku in tudi danes ostaja moje navdušenje nad delovanjem ekipe, ki vodi MFDPŠ, nespremenjeno. Že takrat me je res navduševala ta izrazita predanost, organiziranost in volja do tega, da se dokažemo v lokalnem okolju, zlasti pa ekipni duh te mlade skupine zagnanih ljudi. Najbolj smo ponosni na to, da se je iz majhne, ambiciozne ideje razvila fakulteta, ki dejansko nudi akademski prostor različnim deležnikom, hkrati pa se je soustvarila skupnost, ki jo dejansko povezuje visokošolski učitelji, vsi zaposleni na fakulteti, vključno z strokovnimi službami, ki dejansko so ustvarili 20 let razvoja fakultete in to pomeni tudi dobre temelje za naprej. Kar nas seveda najbolj veseli, pa je tudi to, da imamo že kontinuiran pis v doktorski študijski program in sicer pisujemo predvsem mednarodnih študentov iz Afrike, tudi Južne Amerike, Azije, kar je še posebej velik dosežek za našo fakulteto. Potencialni študenti so nas prepoznavali, so se vpisovali in naše, bi rekel, te vpisne številke so zelo rastle. Prva stvar pri našem delu je, da poskušamo ugotoviti, kje so talenti naših študentov in jih tudi razvijati, se pravi se angažirati v delu z njimi. Mi razumemo, da je tisto, kar je treba narediti, je seveda študente naučiti, ampak jih narediti tudi radovedne in prebuditi radovednost. In ko jim enkrat prebudiš radovednost, potem je to znanje, ki ga dobijo, nekaj, kar njim ostane dlje časa in tudi lažje razpolagajo z njim, ko pridajo v realni svet iz fakultete. Zato smo eni prvih, ki zelo hitro reagiramo na te trende. Recimo, uvedli smo predmet kriptovalute. Ugotovili smo, da trg dela zelo potrebuje oziroma je veliko povpraševanje po forenzičnem računovodstvu in tudi to smo vpeljali v naš kurikulum. Moram priznati, da se velikokrat ukvarjam s tem, kaj je tisto najbolj vredno, kar sem pridobila. In najbolj vredno, kar sem pridobila, je pravzaprav način, na katerega razmišljam, vrednotim informacije, kako jih pridobivam, kje so pravzaprav tiste, ki so tehtne, kako lahko z njimi upravljam, operiram. In če kaj, potem se mi zdi, da je Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije tista, ki temelji na odnosih, na tem, da smo vsak študent bili in verjamem, da so tudi še danes videni in slišani kot posamezniki, ter da se je tudi temu prilagajal pristop vsakega profesorja in mentorja. In to je bil tudi razlog, zaradi katerega sem se odločila, da s študijem nadaljujem tudi na doktoratu. Seveda kot mednarodna fakulteta smo povezani z veliko inštitucijami iz tujine, sodelujemo z njimi preko večjih projektov. Eni izmed njih, ki
ki je zelo pomemben za našo fakulteto tudi z raziskovalnega vidika, je mednarodna znanstvena konferenca Make Learn, ki jo vsako leto organiziramo sedaj že s 4 partnerji in pomeni za našo fakulteto, za zaposlene, predvsem za pedagoške delavce, enega izmed pomembnih stikov s kolegi iz tujine, znanstveniki in seveda tudi neko bazo za mednarodno delovanje in sodelovanje v mednarodnih projektih tudi za naprej. Sama fakulteta za mene ni bila le prostor učenja, vendar tudi prostor priložnosti. Dala mi je ogromno kompetenc in ogromno znanja, katerega sedaj tudi uporabljam. Poslovno delujem v mednarodnem podjetju kot vodja nabave in logistike in se pravi vse te kompetence pridobljene tekom študija sedaj predvsem pri predmetu mednarodno poslovanje redno uporabljam in izkoriščam, ko v zadnjih 2 letih ogromno potujem po azijskem kontinentu. Bi rekel, diplomanti, tisti, ki so zaključili študije na naši fakulteti in njihovi zaposlovalci, ter vsi, ki so z njimi povezani, so pravzaprav najboljši promotori naše fakultete. Tako da rast te fakultete je danes zagotovljena od kvalitete našega dela, od zadovoljstva naših študentov, predvsem pa od njihove zaposljivosti in pa tudi zadovoljstva njihovih zaposlovalcev. V prihodnost na naši fakulteti zremo zelo optimistično, po drugi strani pa smo vedno pri tem realni. Najprej želimo zagotavljati kakovost programov, ki jih že izvajamo, to so redne evalvacije teh programov in tudi aktualizacije z vsebinami, ki so trenutno aktualne na našem trgu. Po drugi strani pa tudi pripravljamo že nove programe, ki jih bomo izvajali v prihodnje in se tega tudi veselimo.